Drage moje lepotice, živa in dobrodošli v takem večernem videu. Zakaj večernem? Zdaj, ko jaz to snemam, je ura točno 22:23 in meni je ful zapasal snemat, tako da sem se na hitro nekaj oblekla, malo sem taka mesi, tako da se opravičujem, ker danes nisem toliko urejena, kakor sicer, ampak mi prav pa še tako na easy. Danes imamo en ful zanimiv filmček, ki zadnje čase kroži po Instagramu, po YouTubeu in sicer vaše domneve o meni. Ful me zanima, kaj si mislite o meni, tako da sem vas v bistvu na Instagramu vprašala, da mi poveste direkt, brez ovinkarjanja, da nič ne bom zamerila, in nabrali se res kar nekaj zanimivih domnev, kjer bom zdaj ovrgla ali pa potrdila. Nisem zbrala samo prijazne, tudi take malo bolj, kako bi rekla, iskrene z vaše strani. Tako da evo, jaz predlagam, da kar začnemo, da gremo na prvo domnevo. In sicer moja oziroma vaša prva domneva je: nisi še bila v vseh sosednjih državah, po moje si bila v vseh razen Madžarske. In to, drage moje, drži. Kakor se jaz spomnim, res nisem bila na Madžarskem, ne vem, kako to veste. Mogoče, ker ni objavljena nobena slikca iz tam. Ne vem, mogoče, ker sem bila manjša, da sem bila, ampak se mi zdi, da če se ne spomniš, ne da glih ne šteje, ampak ja, kakor vem, nisem bila in to je domneva, ki drži. Meni se zdi, da si res oseba vredna zaupanja in da rada pomagaš. Teh vprašanj je bilo, oziroma teh domnev na to temo je bilo zelo veliko in ste me v bistvu zelo presenetile, zelo v bistvu na nek način tudi osrečile, da me vidite tako. In ja, moram reči, da res ne prenesem, da se komu zgodi krivica, če pač vidim, da je komu hudo ali da rab pomoč, bom pomagala, pa če bo tudi to, ne vem, sred avtoceste in bom videla, da pač nekdo potrebuje nekaj, se bom tako odzvala, tako da ja, to ste kar v redu ogalne in ja, to domnevo nekako tudi potrjujem. Vredna zaupanja je bila še ena domneva. Glede na to, da prijateljice, da sestre mi zaupajo, se mi zdi, da ja, ker znam nekako obdržati skrivnosti, da pač ni šans, če mi nekdo nekaj zaupa, povem naprej. Tretja domneva. Mislim, da se nikoli ne napiješ preveč, vseeno je, če ni anonimno. Ja, napijam preveč. Včasih, ker sem bila jaz tako, recimo v obdobju med 15 pa 23 let, sem kar rada pila in to orang se napila, tako da sem imela kdaj naslednji dan tudi blackout, mačka, ne? Ampak to se je enega lepega dne vse končalo, pa lahko točno povem kdaj, in sicer sva šla 2 leti nazaj, imam tudi en video iz Predora, sva šla z Raletom, torej s prijatelji v Bosno, kjer sem se fantje en dan že prej ful napili, in posledično so bili potem naslednji dan pač ful utrujeni. Meni se je šlo pa potem valjda ful ven, ker jaz sem bila spočita in ostale punce tudi, in sem to nekako, kdaj gremo, da meni gazda tiste hiše reče: ajde ti, spi eno rakije. In jaz tako, ne, pač ne pijem, jaz rakije ne bom. In na začetku mi zmeša malo, mislim, da z nekim limoninim sokom, jaz to eno spijem. In ni bilo slabo in spijem drugo in tretjo. In pa začne Rale z mano piti in, drage moje, midva so se toliko napila, da se noben ne spomne nič. Naslednji dan je bil najhujši dan v mojem življenju in od tistega dne se jaz nisem več napila. To je 2 leti, valjda sem vmes pila vinčer, koktejl, ampak da bi se prav napila, enostavno takrat se mi je toliko uprl, da ne morem. Takoj, ko začutim tisto napijanost, me telo samo zabremza. Tako da spijem kdaj rakijo, pa mislim, da dolg več še ne. Pri hrani si zelo izbirčna. To pa ni res. V bistvu jem vse, z izjemo, da sem pri mesu zelo izbirčna. Če zdaj bolj opažam, da mi meso ne odgovarja, da ga ne morem, enostavno nek tak, kako bi rekla, odpor imam do mesa. Kar se tiče ostalih stvari, pa v bistvu vse jem, od lazanj, špagetov, fast food valjda, tako da izbirčna pri mesu, pri hrani nasploh pa ne. Ni ti všeč, ker Rale toliko nastopa in se ne razumeta, mislim, da si hotela napisati dobro. Torej, ni ti všeč, ker Rale toliko nastopa in se ne razumeta dobro. V bistvu, ne, veš kaj, jaz nimam nobenih težav s tem, mogoče, ko bi bila malo mlajša, bila ljubosumna, ampak danes, ko sem ful ponosna na njega, da mu je uspel, da nastopa, tako da nimam težav s tem in res nisem ljubosumna. Če bi bilo to kakšno preveč oseben stik, verjamem, da bi tudi mene malo pogrel, ampak drugače pa ne, res ne. Gremo naprej. Si zelo zadržana, ampak ko si z ljudmi, ki jih imaš rada, postaneš najbolj odprt človek na svetu. Ne drži. V bistvu sem jaz ful odprt človek, včasih še preveč, in zelo hitro nekako zaupam, vzpostavim stik, zelo hitro pa posledično tudi kaj
povem, kar ne bi smela, in me to včasih tepe, ker sem se naučila, da pač vsem ni zaupati, oziroma zelo, zelo redki peščici ljudi, tako da bi rekla, da sem na začetku preveč odprta in ko vidim, da ljudje včasih tega ne sprejmejo najboljš, potem se raj malo umaknem pa zadržim. Ok, ta domneva me je pa definitivno najbolj nasmejala in najbolj šokirala. Nekdo je napisal, da imam povečano rit. Ne, draga moja, mislim, da to je ena ženska napisala, si niti nisem zapomnila imena, ker imam takole screenshota na tele marmor zid. Nimam povečane riti in mislim, da to si pa res nikoli ne bi dala. V bistvu za svojo postavo probam skrbeti, kakor se da, kakor mi čas dopušča v fitnessu, nekje 2-krat na teden, tako da ne, ni povečano. Naslednja domneva si zelo trmasta, čisto ugibanje. In tvoje ugibanje je v bistvu kar zelo, zelo pravilno. Znam biti res zelo trmasta, kar je lahko ful dober, lahko pa je glih tok slabo, kot dober. Dober zakaj? Ker pač si nekaj zadam, hočem to speljati, iščem načine, levo, desno, sekam ovinke včasih tudi. Ni pa dober iz vidika, ko moraš daj popustiti, pa nočem in ja, me potem to kar mal tepe, tako da ja, trma je ena taka mogoče moja lastnost, da je tako pozitivna kot tako isto negativna. Še nikoli nisi probala kaditi. To ne drži, sem probala kaditi, sem probala tudi travo, mi ni pač bad priznati. Pa nisem probala v bistvu samo enkrat kaditi, ker parkrat sem bila v bistvu tudi ves čas obkrožena z ljudmi, ki so kadili, ampak meni enostavno cigaret ne paše. Tudi če sem kdaj rekla, pa dej da vidim, ko smo zvečer malo vinčkali, da vidim, a pač bo šlo čez, ni šlo, enostavno ne morem, ni mi dober okus, vrteti se mi začne, tako da pač sem samo vesela, da je tako. Naslednja domneva, če ti pri kom ni kaj všeč, mu to takoj poveš, brez zamere. Ja, to drži in ne drži. Ko sem bila majhna, je bilo res tako. Vsakmu sem povedala vse takoj, brez zadržkom, s tistim stilom, jaz sem pa direktna, jaz pa pač povem takoj vse, kar si mislim. Ampak z leti se naučiš, da to mogoče ni najboljše, da na svetu je toliko različnih ljudi s toliko različnimi karakteri in da vsi te tvoje iskrenosti ne sprejmejo najboljš. Tako da, ja, še zmeraj zelo direkt, ampak sem nekako skozi leta dobila nek tak občutek, da vedno pa ni najbolj vse takoj povedati. Potem naslednja domneva, si zelo prijazna do vseh ljudi in potrpežljiva. Ta prvi del, mislim, da smo delno odgovorili na začetku, potrpežljivost je pa tako. Tega domneve je bilo tudi ful veliko, da sem jaz potrpežljiva. V bistvu ne. Jaz ful nisem potrpežljiva, pač kot sem že večkrat povedala, sem oven in recimo mene tako ubija čakanje v vrsti, ne morem, a se lahko to hitro premakne. Sem potrpežljiva recimo pri svojih nečakih, tukaj imam potrpljenja še pa še, ali pa tako pri majhnih, ali pa pri ljudeh, ki recimo so nekoliko šibkejši od nas, tukaj sem tudi zelo zaščitniška. Medtem ko tako gužve pa te stvari, ne. Naslednja domneva je tudi taka zanimiva, boji se kač, ampak ti je zelo lep kačji vzorec. Prva ne drži in druga drži. Torej ne bojim se kač. Imela sem prijatelja, v bistvu prek tega prijatelja sva se z Raljetom tudi skupaj nisem spoznala in on je imel kačo. In jaz sem to kačo brez problema držala v rokah, čeprav vem, da eni znorijo že samka pomislili na to, tako da ne bojim se kač. Res pa je, da vam zadnje čase neko obsesijo s tem kačjim vzorcem, ne vem kaj mi je, da vam povem, da sem si zdaj par dni nazaj kupila še eno ful hudo kikelco s tem kačjim vzorcem. Bom delila kakšno slikco na Instagramu, tako da ne bo držal. Ja, boj pa še zadnja domneva, si veliko na telefonu. Ja, preveč sem na telefonu. Moram se odvaditi, čeprav ne vem kako, ker preveč sem gor, tako da ja, potrjujem zadnjo domnevo. In to je to, drage moje. Evo, prišli smo do konca telih domnev. Če vam je bil tale video všeč, lahko komot, kar se mene tiče domneve, pišete še spodaj, pa naredim še drugi del, ker sem se bolj zabavala pri tem videu. In tudi ve, se mi zdi, da me bolj spoznavate, pa tudi jaz vas, da vidim, kako me ve vidite. Ful, to nekaj zanimiv občutek. Mogoče to naredite tudi v šoli, res taka huda igrca. Tako da ja, evo, zaključujem tale video. Lepo se mejte, se gledamo na naslednjem videu. Poljubčki in čau, čau!